Pozdravljeni v videu o manipulaciji s podatki z SQL-om. V današnjem v tej predstavitvi si bomo pogledali naslednje koncepte SQL-a. In sicer update podatkov, brisanje podatkov, vstavljanje podatkov, insert. Če hočemo te tri koncepte poznati, potem moramo poznati naslednje pojme, ki si jih bomo bliže pogledali, in sicer post data, commit data in pa rollback. Ko vse to predelamo, bomo na koncu si pogledali še zelo na hitro en primerček za create table in drop table. In sicer bomo naredili en primerček, kjer bomo v neko tabelo dodali nov stolpec. In sicer, ko dodajamo stolpec, ga ponovno dodajamo od zadaj in tega bomo dodali pa nekje vmes. Pa se lotimo kar našega prvega updata. Se pravi, popravljanja podatkov, ki so v tabeli. Tokrat se prvič lotevamo podatkov v tabelah malo drugače, in sicer na ta način, ker zahteva, da vidimo tole celo okno. Do zdaj smo gledali samo ta spodnji del. In sicer prva stvar, ki bi jo rad pokazal, je manipulacija podatkov z updateom, ampak ročna manipulacija. Ta je specifična za to programsko orodje, PL SQL Developer, in bo mogoče klikanje po gumbi v kakšnem drugem programu malo drugače. Sicer je sam SQL pozna samo update, delete pa insert. Tale program PL SQL Developer pa nam omogoča še eno kombinacijo update stavka, ki je zelo uporabna za vpisovanje ali pa popravljanje podatkov v nekih sistemskih tabelah. Poglejmo si SQL, odprem novo SQL okno, ga dam čez celo in rečemo, da imamo tu noter eno tabelo, ki se imenuje S v našem podatkovnem skladišču so z S imenovane sistemske tabele, SKMT večkratniki. Poglejmo, če sem zadel ime, tabela ne obstaja. Ok, potem pa je SPRT. Aha, PRT kot partnerji. Zdaj, na ta način smo kaj naredili. To je osnovni SQL. Kaj osnovni SQL dela, to vemo že iz prejšnjih video predstavitev. Izbrali smo vse zapise iz ene tabele. To smo včasih tako zapisali. Tukaj, kaj lahko naredimo, tu ne moremo zaenkrat čisto nič popravljati. Če tipkam po tastaturi, vidite, se ne da nič narediti. In to orodje nam omogoča, da to spremenimo. In sicer, tako da napišemo zadaj, čisto na koncu selecta for update. Če pogledamo, tu gori imamo dve konci, ki bodo zelo pomembni, te sta zdaj sivi. Če rečem F8, sta obe postali rdeči in vidite, na eni piše commit, na eni piše rollback. Ko rečem for update, takrat on je Oracle v tem primeru, to je sistem, ki upravlja z našimi podatki. On te podatke v tabeli SPRT večkratniki zaklene v Oraclu in nam jih na nek način rezervira za popravljanje. Vidite, ko to zdaj naredimo, bi načeloma tu lahko začeli popravljati, kar pa se še takoj ne da, dokler tukaj ne pritisnemo to ključavnico in začnemo stvari popravljati. Oziroma pritisnemo in tukaj zdaj vidite, na plus minus nastav in tu lahko vstavimo novi zapis. Lahko te stvari popravljamo tukaj. Recimo, da mi jaz tukaj v tole zdaj to note napisal dve piki. Da sem popravil podatek, moram pritisniti tole kljukico, ki pomeni post changes, in moram pritisniti commit, in ta zadeva je shranjena v tabeli. Če ta SQL še enkrat zaženem,
dobim to z temi pikicami. Zdaj ne morem, zdaj sem zagnal samo tole, kar je tu selektirano, brez tega for update. Jaz tu zdaj ne morem nič popravljati, niti ne morem, vidite, tale ključavnica ne dela, kaj je napisal. These query results are not updatable, include the row, ker nisem dal for update zraven, zato jih ne morem popravljati. Ne? Če zdaj te pike popravim nazaj, se pravi F8, odklenem in te pike popravim nazaj, zbrišem, post changes, commit in ta zadeva je tako, kot mora biti, ko je bila na začetku, brez pik in popravljeno. Se pravi, kakšen je postopek? Postopek je popravljanja podatkov v neki tabeli, je, da z selektom, če ga zberem še enkrat, z nekim selektom pokličem vse podatke iz tabele, iz katere želim stvari popravljati. Ta select dopolnim z magično besedo for update in s tem podatke rezerviram za sebe. Ko to selektiram še enkrat, F8, vidimo, da sta se aktivirali te dve ikoni. No? In zdaj imam jaz na voljo to popravljati in sicer na ta način, da to ikonco odklenem. Ko to ikonco odklenem, lahko popravim podatke, dopolnim. Ko sem to dopolnil, kar sem želel, moram podatke poslati v Oracle in v Oracle moram reči zapomni si. To je commit. Če rečem, dokler imam to tu gori, lahko to vse popravljam. Dokler nisem requery naredil, lahko to vse popravljam nazaj. Spet post changes, commit changes in takrat, ko rečem commit, so v Oracle na voljo. Ko rečem requery, brez for update, je to spet v tistem osnovnem stanju. Če si pogledamo malo eno schematsko slikico, kako to v Oracle poteka. Mi imamo ta naš program, opala, to pa naj bo rdeče, to pa naj bo rumeno, PL/SQL Developer. PL/SQL Developer. V tem programu imamo eno okno in mi v tem oknu pač neke komande naredimo. In te komande smo zdaj videli, smo si priklicali tabelo in jih ročno popravljali. Tu spodaj pa sedi Oracle. Pa sedi Oracle, Oracle je ena velika baza podatkov in v tem Oraclu so podatki, rečemo, v enem takem našem, rečemo temu, škatli. Tisti trenutek, ko mi tukaj izdavimo magično besedo for update, Oracle ustvari posebno kopijo podatkov za nas, se pravi pogrunta, kaj bi morali mi tukaj imeti in to zadevo prestavi, pa reče, to je naša posebna kopija podatkov. In on to samo rezervira. Noben drug še tega ne vidi, kar pomeni, da tale stvar tukaj v bistvu ni, redilko sem hotel vklopiti, tale stvar tukaj ni nikakor posebej, rečemo, vidna drugim uporabnikom. Vsi ostali, ki uporabljajo te podatke, ki so tu noter, tudi te, ki jih mi tu popravljamo, vidijo tiste podatke, kot so bile prej. No, če mi zdaj hočemo, da te popravke v podatkih da ti popravki pridejo na to mesto v Oraclu, kjer bodo vidni za vse ostale, moramo narediti dva koraka. En korak je, da te podatke pošljemo v Oracle. In to naredimo tak, da sprožimo komando post data. Post data. Na ta način se ti podatki, jih Oracle sicer vidi, vendar jih drugi še ne vidijo. Od tu dalje imamo zdaj dve možnosti. Eno je, da rečemo rollback. Če rečemo rollback, pomeni to, kot bi mi hoteli te podatke zavreči, te spremembe, in jih on pozabi. Rollback. Če pa želimo, da si Oracle zapomni te podatke, se pravi, da bodo ti podatki vidni vsem ostalim, pa jih moramo komitirati. Takrat oni odpadejo z komando commit. Ko smo rekli Oracle commit changes,
oziroma ko smo izdali komando commit, takrat so ti podatki tukaj noter spremenjeni na način, da jih ni možno več dobiti v originalno obliko takšno, kot je bila. Se pravi, kaj se dogaja? Ko mi z selectom, ko mi sprožimo tale select tukaj, se podatki potegnejo gor na ta ekran, se pravi, dobimo mi tu gore podatke in se v Oraclu ne zgodi nič. Tega ni. Ko rečemo for update, ko se pravi, ko zaženemo tega, celega, celi select, takrat pa podatki ponovno pridejo tu gor, ampak se v Oraclu rezervirajo v neko področje, ki ga vidimo samo mi. To področje, vse spremembe, ki se bi naj tu noter dogajale, so vidne samo nami in jih noben drug ne vidi. To je megleno, to samo mi vidimo. Mi tu zdaj nekaj popravimo na ekranu, tu zdaj vpišemo dol, se pravi for update, odklenemo, F8, odklenemo, popravimo tu noter nekaj, dopišemo, te spremembe so zdaj tu gori in se moramo odločiti, da te spremembe pošljemo v Oracle. To je post changes, to je ta klukica, Poglejte, to je, se bo pojavilo, ne bo se, moram z miško, da bo napisala, evo, post changes, Ko to kliknem, so ti podatki, te spremenjeni podatki, zdaj šli tu noter, še vedno jih noben drug ne vidi in sedaj se jaz lahko premislim, rečem rollback, ne vrni nazaj ali pa commit in če rečem commit, takrat je to šlo sem in ta zadeva zgine. Ta zadeva zgine, ampak bolj si lahko to predstavljal, ne da zgine, ampak da je zadeva, vedno zbiram napačno radirko, da je zadeva samo, da je ni več tu noter, ja, pravzaprav lahko rečemo, da ta zadeva zgine. Do nadaljnega zgine. Zdaj, specifika tega orodja je, PLSQL developer je, da tu gori še vedno imamo in lahko mi še enkrat rečemo post changes, to je to, mi bi zdaj tu lahko še vedno nekaj spremenili, to nam pač ta program omogoča, ker imamo tu neko verzijo podatkov in ponovno rečemo post, se pravi ponovno post in takrat spet nastane tale tu stvar, tale roza, vijolični področje, da novo nastane in si on spet zaklene te podatke, ti so spet nevidni za ostale in ko rečemo commit, takrat pridejo sem in ta stvar ponovno zgine. Te stvari ponovno spet ni več. Zakaj je zdaj ta mehanizem for update zelo priročen? Priročen je, kadar imamo takšne majhne tabelice, v katere moramo nekaj vpisovati. Zdaj, če ne imeli tega mehanizma, pa tega orodja, bi za vsako tabelo v bazi podatkov morali imeti nek program, neko programsko formo, klasičen program z meniji, kjer bi pač vedno morali programirati tiste vnosne forme in ves ta mehanizem popravljanja podatkov. Če imamo ta program, lahko dostopamo do katerikoli tabeli na ta način popravimo podatke. Recimo primer, kaj bi bilo za popravljanje podatkov. Rečemo, da jaz to zdaj rečem F8 ponovno in hočem vpisati opombe. No, kaj še ne gre za ključavnice, moram reči, to je moja opomba. In rečemo, da hočem tega imeti na teh dveh, pa na tem zapisu. Se pravi, če pogledamo, kaj imamo tu, tu imamo 3 zapise, ki pripadajo neki šifri pic, so različni, na 2 sem dal opombo, pa 2 zapisa, ki pripadajo šifri IT in sem dal na eno od teh. Zakaj dajem tako opombe? Pač recimo, da je nekaj posebnega v teh zapisih, pa bi rad morda za to isto opombo naenkrat potem rekel select, najprej dajmo to shraniti, select commit, to zbrišem in zdaj lahko jaz F8, zdaj lahko rečem recimo, zamislimo si, da je ta tabela recimo 5000 zapisov velika in lahko pol rečem where, tu bom dal T od zade, T.opomba, like, zdaj da ne nič drugo, delal to procent, evo ga, in bodo samo te zapise, ki imajo to vrednost opombe. Ok? No, to je eden od načinov tega for update. Poglejmo si še drugega. Recimo, če želimo na hitro dodati v neko tabelo, se pravi, kaj zdaj spet sem for update napisal, odprem ključavnico in dobim plus minus. Jaz lahko tukaj zdaj dopišem nekaj novega. Recimo, dam enega novega partnerja napisati. Recimo, toti gradbinec. Pa rečemo se tu zdaj vseeno, tg, grad recimo, datum bom skopiral, Ctrl Paste,
en novi, opomba, pa še enega, toti gradbinec, vejca DOO, to naj bo isto, Ctrl Paste, to je isto, pa opomba naj bo tudi ista, Ctrl V, pa še enega novega recimo, Veseli Štajerc, VST, Ctrl C, Ctrl V, pa naj bo ta opomba tudi nova, recimo, da nekaj takega, in zdaj sem jaz dopisal te zapise, value too large, očitno sem ga pretiraval, jaz bi rekel do tega, 22 naj bo tak, no, evo ga. Kaj se zgodi zdaj v tem primeru? Predvideno, to polje je predvideno za 20 znakov, če preveč torej ne gre not vpisati. Če se vam zgodi kaj takega, se morate posvetovati s tistim, ki je tabelo naredil. Bomo zdaj pa tudi pogledali, kako se to popravi. To lahko celo mogoče zdaj takoj pokažem. Post, commit. Zdaj, kako se popravi ta tabela direktno, če bi hotel, da je ta pit večji, nekje, kjerkoli na ime tabelo, kjer je napisana, z desno tipko lahko pridem do edit tabele. Edit tabele pomeni spreminja tabelo in tu gor imam columns in vidite, tu imam zdaj primarni pit je 20, to lahko rečem, da je 30. 30 znakov, če zdaj rečem apply, pa close, bom lahko tukaj v to tabelo tudi vpisal nazaj tisto in se ta ne bo več razburjal. Je pa treba vedeti, da sem zdaj spremenil podatkovni model, da sem povečal eno polje. Vidite, zdaj pa to gre. Commit, post in commit. Se pravi, kaj sem zdaj, jaz iz te tabelo, v to tabelo sem enostavno vpisal en zapis. Kaj lahko naredim? Dokler imam jaz ta for update, lahko tudi ta zapis brišem. Se pravi, tu na levi strani označim celo vrstico, minus. In tega ni post, commit, tega ni več. Lahko tudi označim celo vrstico, rečem copy, pa tu stavim novo, pa mislim, da gre paste, pa se izpolni celi, pa recimo tu samo popravim tisto eno. Vrednost, post, commit in je to spet noter. Skratka, vidite, za tem for update imam kar nek dosti širok spekter možnosti popravljanja podatkov v tabeli in to je tudi eden najbolj fleksibilnih načinov, da to počnemo. Torej, za tem for update stavkom smo si pogledali tisti najbolj uporaben način poseganja v tabele, ki ga mi dostikrat uporabljamo za vse naše parametrizacijske tabele. S tem smo si od tega koncepta, tu zgoraj, od tega updata, pogledali polovico. Se pravi, zdaj smo, samo trenutek, zdaj smo prišli do sem in smo oddelali, rečemo, tisti ročni del updata. Zdaj se pa začne tista malo bolj, no pa to smo si pogledali, kaj pomeni post data, kaj pomeni commit data, rollback je pa samo, da si premislimo. Se pravi, načeloma te koncepte že vemo in lahko z njimi operiramo. Zdaj pa tole, kar nam je ostalo, se pravi ta polovica, pa delete, pa set, pa se bomo lotili malo bolj, rečemo temu, informacijske zadeve, malo bolj IT-ovsko vse skupaj zdaj izgledalo. Po mojem zanimivo za videti dalje, zdaj pa če vam je to dovolj do sem, pa tudi lahko preskočite. In sicer prva stvar, ki jo bomo poskušali narediti, je, da si pogledamo komando update. Update komanda je tista komanda, s katero popravljamo podatke v tabelah. In če nimamo tega orodja, PL/SQL Developer, ki bi nam omogočil to, kar smo pregledali, se pravi, da naredimo select for update, potem je to edini način, da lahko nek podatek popravimo v neki tabeli. In sicer vedno format je tak, moramo povedati, katero tabelo popravljamo, se pravi SPRT večkratniki. Lahko tej tabeli tudi rečemo T, to je zdaj format tega stavka, se pravi update tabela, set, polje je vrednost, vejca, polje je vrednost, se pravi naštejemo, katera polja naj dobijo katere vrednosti, where, tu pa zdaj pogoj. Tu pa zdaj navedemo pogoje za zapise, katerim se bo spremenila ta vrednost. In če zdaj rečemo, da vidimo, imamo tu datum do prazen, dajmo en primer, se pravi, rečemo tega damo do stran, pa rečemo t.dat do,
je 31.12.2012, brez pogoja. Če to zaženem, podpiče, če to zaženem, F8. 8 rows updated. In zdaj, kaj se je zgodilo? Vidite, te dve konci sta postali aktivni. Ne? Poglejmo, kaj je v tabeli. Select zvezdica from SPRT večkratniki. Evo, vsi imajo tole noter vpisano. Ne? Zdaj, kaj je pomembno? Ne? Mi smo naredili nek update stavek, ne? In smo, gledajte, te dve sta aktivni. Če se spomnimo tele slikce tukaj, mi smo tu napisali update in smo zdaj poslali zadeve, ko smo rekli izvedi ta update, smo v bistvu poslali te stvari v Oracle. Oracle smo dali komando, naj izvede spremembe in on je za nas naredil tole, ne? Tole področje tukaj. Tole začasno področje on naredil. On je podatke, ki smo jih selektirali v update, naložil tu noter in popravke je naredil v tem področju. In zato, ker smo to mi, ko napišemo select, vidimo tukaj popravljen stolpec, ki ima vrednosti. Ostali, če bi nekdo drug zdaj delal tole, ne? Nek drug uporabnik, če bi te iste selektiral, ne bi videl tega, ne? Sicer pa lahko to probam. Zagnal bom to orodje še enkrat, kar pomeni, zdaj sem praktično drugi uporabnik, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Stage 9.8. Novo okno. Select, zvezdica, from SPRT, večkratniki, F8. Vidite, dejansko so tile podatki tukaj prazni. Se pravi, mi smo zdaj začasno tam naredili, to bom to ugasnil, ker ne rabim, začasno naredili svojo neko kopijo podatkov, ki je aktivna, dokler tega zdaj tukaj ali ne vrnem nazaj, rollback, se pravi, rečemo, če rečem rollback, zdaj sem dal rollback, ker imam jaz isto, sam, ker sem jaz, sam to, jaz vidim svojo verzijo podatkov, ne? Zdaj sem rekel rollback in se je vrnila na tisto, kar so vidijo drugi. Ponovno izvedem update, F8, 8 rows updated, select še enkrat, F8, vidite, zdaj so pa podatki popravljeni. Če zdaj rečem commit, zdaj jih pa vidijo tudi drugi, ne? Ok, zdaj sem šel ven, ampak lahko ponovim tisto vajo od prej. Select, zvezdica, from, SPRT, večkratniki. Evo, zdaj pa tudi kot drug uporabnik vidim tele popravljene zapise. Zdaj, v tem stavku imamo tukaj tole ikonco commit, ki pomeni tole, ne? Se pravi, če rečem zdaj bom vrnil tole vrednost nazaj, kak bi dal na 0, bi rekel 0. Se pravi, vrni vse, 8 rows updated, pogledam, to tu je, jaz lahko tudi napišem komando commit. Commit in jo moram izvesti, F8, done, in če pogledam, je zdaj to tu noter, F8 in te ikone tudi niso več aktivne, ne? In zdaj vidim, podatke imam take kot prej. Ta commit jaz ponaj turaj z ikonco delam. Kaj vidimo v tem update stavku? V tem update stavku vidimo, kaj smo naredili. Updatirali ali pa popravili smo podatke te tabele, zapise te tabele, na ta način, da smo v stolpec dat do vpisali 0 ali v prejšnjem primeru nek datum. In sicer, ker ni nobenega pogoja, se je to narejeno na celi tabeli. Mi bi lahko rekli, recimo, datum je 31.12.2012, where t opomba je en novi, kaj se je pa zdaj zgodilo, F8, prvi F8 je bilo izvedi update, drugi F8 je pa select, vidite, samo na tisti, ko ima F8, so se podatki popravili. So popravljeni v Oracle za druge? Niso še, zato ker imamo to ikono aktivno, kar pomeni, da še nismo naredili commit. Šele zdaj, ko rečem commit, so ti podatki vidni za vse ostale. To je naš update. In zdaj smo si pogledali tudi drugo polovico tega updata, pa si pogledamo delete. Delete ima naslednjo sintakso. Delete.
in spet navedem ime tabele. Lahko dam T, lahko ne dam. Če rečem tole, kaj se bo zgodilo, zbriše se vsi zapisi, delete vedno pomeni briši zapise. Se pravi, vrednosti posameznih stolpcev ne morem brisati, vrednosti posameznih stolpcev spravim na 0 z update stavkom, ko smo ga prej imeli. To je bilo tisto set, datum do, vrednost je 0, tam pri tisti, kjer je en novi ali pa neki pogoj ali pa vse. Se pravi, delete vedno briše vrstice. Če rečem vse, F8, me celo dodatno opozori, da sem potencialno naredil veliko neumnost. Are you sure you want to delete records? Če rečem yes. Zdaj, pomembno je, da delete vedno sproži tisti mehanizem, ko smo ga prej videli. Tale mehanizem tu noter. Kreiranje tega posebnega prostora, rollback prostora. Kar je potencialno lahko zelo problematično, če imamo zelo, zelo veliko tabelo, recimo celotno neko fact tabelo v podatkovnem skladišču in rečemo delete FSTN, to je naša največja podatkovna tabela, kjer je noter 50 milijonov zapisov, bom poskušal ustvariti tisti rollback področje, tistemu se tehnično reče rollback segment. Rollback segment 50 milijonov zapisov kopije, on bo najprej to skopiral, tako bi rekli, da ima neki recycle bin za začetek. In to zna traja zelo dolgo, se pravi, zato tole je opozorilo, da hočemo zbrisati celo tabelo. Če rečemo yes, zdaj, ker imamo samo par zapisov, ni bilo problema, vidimo tu spodaj 8 rows deleted. Če pogledam v tabelo, select, je prazna, zdaj jaz tega si ne želim, zdaj bom rekel rollback, pa gledam še enkrat v tabelo, pa sem dobil nazaj, zato ker sem pač rekel rollback, ker sem si premislil. Zdaj pa dajmo tu en pogoj, where t.pit je recimo pic. Kaj sem zdaj naredil? Zdaj sem izbral točno en zapis, to je ta zapis, trojka, pic, če zdaj to zaženem, F8, pa pogledam, tega ni več noter. Zbral sem en zapis, spet naredim rollback, zdaj je tale tu noter, izvedem komando delete, F8, one row deleted in pogledam in te vrstice ni več. Če rečem to rollback, pa še enkrat F8, pa recimo ta pogoj spremenim, ne je pic, ampak recimo like, pic %, mi bo zbrisal več zapisov, 2, in sicer zdaj bom pogledal, kjera 2 mi manjkata. Aha, 2 je zbrisal, enega je pustil. Kako bi zbrisal, če naredim to rollback, se pravi, da se vrnem tam, ko je bil, kako bi zbrisal vse te 3. Rečem ne pit, ampak tole drugo polje, primarni pit, je, namesto like, je, pa bi zdaj moral 3 zbrisati, evo 3 rows deleted, pa če pogledamo tole, tu noter, F8, tisti manjkajo. Z rollback vrnem, zato da jih imam tu noter. Vidimo, da tile where pogoji so pri delete enaki kot pri select, zato je zelo dobra praksa, vsaj jaz vedno tako delam, da si najprej naredim select, zvezdica, from, where ta pogoj, in zatem ta select, ko naredim, mi ta pokaže te zapise, ki jih bom selektiral. In ko imam te zapise, ta pogoj napisan točno na ta način, da dobim tiste zapise, ki jih selektiram, da ne bi po pomotama zbrisal kaj preveč, takrat potem napišem delete stavek, pa te pogoje prekopiram. In šele takrat izvedem delete komando, in zdaj tega jasno tale isti select mi potem mora vrniti prazno polje. Rollback. In imamo spet vse in smo tam, kjer smo bili na začetku. Najprej delete opozorim še eno zadevo, ki smo imeli prej, ko smo imeli for update. Če se spomnimo, bilo je select zvezdica from s, ne mora je tak, s for update, for update. Ko sem tu pritisnil na tole ključavnico, sem dobil minus in sem lahko te 3 označen, rekel minus in sem s tem avtomatsko, jasno, ko rečem post, ravno tako naredil komando delete. Samo je bila zadaj skrita, je ta program naredil na mesto nas. Za rollback si ravno tak zadeve vrnem nazaj in tu rečem prikliči na novo in to, kar sem ravno kar zdaj na roko zbrisal,
je popravljeno ali pa preklicano. Če se vrnemo zdaj sem, se pravi, obdelali smo še tale delete, se pravi, tole enako zdaj zaenkrat damo v novo barvo in se lotimo zadeve insert. Zdaj, če sem že pri tem, tudi pri for update, to, kar smo ravnokar naredili. No, dobro. Ravnokar smo naredili for update, ne? To sem že prej pokazal. Ko dam ključavnico, dobim tudi plus in z plusom jaz lahko natiplam noter nove zapise in napišem tu pač kaj hočem in s tem tudi praktično de facto izvajam insert. Ampak ta insert je tudi skrit in to ni zdaj tisti insert, o katerem se bomo zdaj tukaj pogovarjali. Tem, katerim se bomo pogovarjali, je bolj rečemo temu programski insert, post changes, no post changes, nočem in imam tako kot sem imel. Se pravi, ukvarjamo se z komando insert in sicer z pravo komando. In rečemo, kako komanda insert deluje. Tele delete bomo pobrisali, ki jih ne rabimo. Delete, update tudi zaenkrat, a pa pustimo, ne, se vseeno. Ok. Insert, into, pa spet tabela. Spet povemo, kjer je tabelo. Ampak insert ima pa zdaj malo drugačna pravila. Eno je varianta, da napišemo values, tu od zadaj, se pravi values, in potem navedemo v oklepaju vrednosti, kot jih ima ta tabela. Se pravi, moramo vrednost za ta stolpec navesti. Z vsakim insertom stavimo eno vrstico, to je najbolj pomembno. Z takim insertom, ko to pišemo. Ne? In si poglejmo primer najprej za tole. Ne? Se pravi, moramo vedeti stolpce na pamet, in potem pišemo tukaj, ne? Se pravi, po vrsti morajo štimati in bo zdaj napisal vrednost. Pa moram vedeti, kakega tipa so. Igor, vejca, pa xxx, vejca v ta stolpec, pa v datum, recimo tale, naj bo 1.1.2010, da bomo videli, dat dobo 0, naj bo prazen, pa opomba bo stari. Evo ga. Če rečem F8, se pravi izvedi, reče one row inserted, pogledamo kaj not. Evo ga, to je ta vrstica. Vrstni red tu sploh ni pomembno. Vrstni red v bazi podatkov pada, pač kako se bazi podatkov zdi, da je treba. Spet opozarjam te dve konci, dokler jaz naredim insert, pa ne naredim commit ali rollback, tako dolgo tega zapisa ni noter. Se pravi, jaz si zdaj lahko premislim, ni noter prav za tiste, ko vidijo vse, ja rečem rollback, pa še enkrat izvedem, select, vidite ga ni, je zginil, ga ni več tistega. Ne? Lahko ga jasno ponovno izvedem, F8, in se one row inserted, in ga pogledamo, in je noter, in če rečem commit, je on zdaj noter zavedno. In ga noben ne more dirati, dokler ne da nove komande, ki se glasi, če ga nočem, delete, where t.pit je Igor, ne? Če to zdaj naredim, one row deleted, commit, select in ga ne bo več noter, in ga ni več, ne? Se pravi, sem izvedel drugo komando, s katero sem, rečemo temu, overridal, oziroma kako se to reče, povozil tale insert, ne? Se pravi, sem zbrisal tisti zapis ven, ne? No, druga možnost komande insert je ta, da namesto teh values tukaj napišemo polja, za katere želimo imeti vrednosti in potem bodo vrednost dobila samo ta polja. In recimo, da hočem reči, aha, kako se bo to, da mi on pomaga malo, nič mi noče pomagati, bom zbrisal, tak, insert, noče mi pomagati, pa ne vem zakaj. Recimo v pit hočem vrednost, pa dat od. Zaklepaj, pa šele sedaj values. In napišem Igor, vejca, pa 1.1.2010, zaklepaj, pogledamo si zdaj ta zapis, ali pa ta naj bo, recimo, namesto Igor naj bo Terzič, insert, pogledamo, kaj smo noter dobili.
Evo ga, ta zapis, ostala polja so pa prazna. Prednost je tega, da zdaj ne rabimo tukaj točno obvedeti polja, ampak da napišemo polje, samo tista, za katera nas zanima in v tistih napišemo vrednosti. Kaj se zgodi, če jaz to še enkrat izvedem? Insert, pa še enkrat insert, pa še enkrat insert. Vsakrat sem ga noter ustavil, ne? Evo ga, večkrat je noter. To pa zdok je pač ta tabela, tako kot jo imamo zasnovano, nima nobenih blokad proti kakim takim zadevam. Kako se to rešuje? Da se nekaj, vklopi se nekaj, kar se reče primarni ključ na tem polju in potem ta primarni ključ potem Oracle zagotovi, da tu ne sme biti več zapisov, ki imajo isto vrednost. No? Kako lahko vse ven pobrišem? Ja, enostavno tako smo prej rekli, če bi zdaj že bil commit, zdaj si pač za rollback lahko premislim in ni nobenega več noter. To sem naredil zdaj zato, da boste videli, če označim oba dva insert, se boste pa dva zgodila. Vidite, v tem polju se, zdaj to pač to orodje mi dva zavihka da, ker sem dva SQL-a naredil, ne? In noter sem dejansko dobil dva nova zapisa. Če to naredim še enkrat, F8, pa F8, pa F8, zdaj sem to trikrat po dva izvedel, ne? Sem vse te noter nametal. Evo jih. Ne? Na ta način si lahko eno fajn zmedo naredim. Ne? Zato bom zdaj rekel, zato bom zdaj recimo to commital, ker sem se zmotil, da sem commital, ker sem bil toliko neroden. Ne? In zdaj jaz tega jasno ne želim noter. Ne? In kaj zdaj narediti? Ne? Vidim, da moram najti skupni kriterij. Ne? In en od kriterijev je, da je tu 1.1.2010. In sicer lahko pobrišem. Pa smo rekli, bom najprej selektiral. Ne? Selektiral tiste zapise, zato da sem siguren. Where dat od je 1.1.2010. Pa pogledamo, če select. To so sami taki, nobenega čudnega ni. Ne? In zdaj lahko na mesto select napišem tole isto, delete, F8, 8 rows deleted, tale ne sme nič več vrniti, to je res in zdaj, ko sem ziher, da je to tak, pa rečem commit. In si pogledam, kaj mi je ostalo v tabeli, ostali so mi tisti moji ta lepi. Pri insertu nam ostaja še en način in sicer ta način, razlika med tema dvema je, da je enkrat smo imeli tu values, brez da bi sprej stolpce navedli, kar pomeni, da smo morali navesti values za vse stolpce. Drugi smo pa sprej navedli, za katere stolpce bomo zapisali tukaj vrednosti in smo jih potem pač morali manj zapisati. Zdaj, obe verziji sta na voljo tudi za eno drugo varianto in sicer takrat, ko mi teh vrednosti ne želimo pisati, ampak želimo tu napisati select, ki nam vrne dve vrednosti. Se pravi select, polje, from, tabela, where, pogoj. Se pravi, če je ta select naš nek legitimni select, pa recimo ajde pit, pa še enkrat, dat od from s večkratniki, s prt večkratniki, brez pogoja recimo, ne, če tega samo notranjega izvedem, F8, vidite, dobil sem 8 zapisov. In zdaj, kaj sem rekel, teh 8 zapisov lahko zdaj sam za sebe bo zapisal, ne, se pravi 8 rows inserted in če pogledamo, zdaj sem dodal neke zapise, tiste, ki sem jih imel odprej, pa še te, ko so zdaj noter prišli. Evo, tu je, ne? Pa tele, ko so prazni. Ne? Se pravi, kaj pomeni to, jaz lahko te zapise values dam z roko napisane, se pravi, da jih navedem, tak način kot tukaj, to pomeni, moram values napisati, ali pa ker tu napišem nek select noter. In zdaj to rollback naredil, zato da nas te zadeve ne motijo, to je bolj kot koncept, da imamo spet isto osnovno. Ta zadeva je zanimiva takrat, ko hočemo pretumbati dosti zapisov iz ene tabele v drugo. In sicer si bomo zdaj pogledali eno zadevo, ki pa je malo bolj napredna in mogoče ni več za vsakega zanimiva. Če zdaj pogledamo, kaj smo tu obdelali, obdelali smo še ta insert, tudi to smo zdaj spakirali v škatlico, zdaj bomo pa naredili en paket na hitro, kak se tabela naredi, kak se tabela zbriše, pa kak lahko stolpec vstavimo noter v tabeli. Recimo, da imamo mi eno tabelo, ta tabela ima stolpce, in recimo, da si mi zdaj že želimo, da tu v sredi tabele mora noter priti nek novi stolpec. Se
Prej ta tabela bo potem iz te tabele mora nastati nova tabela, ki ima iste te vrednosti. 1, 2, 3, 4, 5. Se pravi, tale stolpec je novi, tale je pa tale, ne? To so pa tele stolpci. Zdaj, ko mi dodamo, komanda za dodajanje stolpca je add column, ne? Ta stolpec ponovadi da zadaj. In takrat se pri nekih malih tabelah se ti stolpci zadaj nabirajo brez nekega reda in je fajn, če znamo tole na ta način narediti. Zdaj, kak se to naredi? Pa verjetno načinov, kak se to naredi več, način, ki ga stalno jaz uporabljam, je sledeči. Če imam to svojo tabelo, v katero hočem dodati stolpec, najprej naredim novo tabelo, ki jo skopiram. In to naredim z create table. Create table. Potem tole tabelo prečrtam, ampak uporabim SQL za kreiranje te tabele in dodam stolpec, se pravi plus stolpec. In naredim novo tabelo iz tele, ki ima zdaj malo več stolpca in jih imam na pravem mestu. Potem, ko imam to narejeno, je ta tabela prazna, takrat pa rabim z insertom prenesti zapise iz te tabele, ki sem jo skopiral, v tole novo tabelo. Jasno, moj novi stolpec bo prazen, ampak bodo vsi isti zapisi, vse bo isto, kot da bi tukaj stolpec vrinil. Pa poglejmo, kako bi se to dalo na hitro narediti. Dajmo to zaenkrat zbrisati, ker ne rabimo nič več od tega. Preklicujem, tega bom si prvega shranil, ostalo bomo zbrisali. Se pravi, tole imamo, podpiči tu od zadaj. F8, to je naša tabela in mi želimo zdaj tu recimo vstaviti stolpec, recimo kaj bi ta stolpec bil, recimo tip, neki se vseeno kaj. Če mi, rekli smo, da lahko gremo za desno tipko na imenu tabele, prijemo v edit, lahko bi tudi komando pisali, ampak tak je lažje v tem in tu dodamo en stolpec, tu ga ne moremo vmes vriniti, mislim, da ne gre. In edino, kaj je možno, je, da je to tip, recimo, pa da je to polje, ki je lahko 3 črke vpisujemo, apply, close. Če pogledamo, zdaj imamo tole polje tukaj na koncu. Mi pa bi želeli, da je to polje tukaj vmes. Se pravi, da bom najprej to undo naredil. Tega zbrišem ven. Minus, apply, close. Imam tabelo tako, kot je bila. Se pravi, prvo, kar je, naredim tisto kopijo tabele. Se pravi, to zdaj tole naredim. In pišem stavek create table SPRT večkratniki X recimo, S, no to je najlepše, select, zvezdica from, se pravi kreiraj tabelo, ki bo enaka kot ta select, ki tale vrne. Tu bi lahko rekel tudi neke pogoje, zapisal karkoli, skratka na ta način bi lahko prenesel zapise, zdaj me zanimajo vsi zapisi in to izvedem. F8 in si pogledamo, če je nastala ta tabela. X, če ima tole noter, ima tale X, to je ista tabela kot ona. Če naredimo tole, ali pa obe izvedem, F8, sta dve tabeli čisto enaki. Tega zdaj zaenkrat ne rabim več, bom si izključil, da se ne zmotim kaj. Kaj pa zdaj? Zdaj pa jaz se rabim v to tabelo dodati stolpec, ampak tak, da bo ta stolpec na pravem mestu. Se pravi, ena od stvari, ki je, rečem tukaj view SQL in to je SQL, ki mi je to tabelo naredil. Ctrl-C, zaprem in ta SQL si tu skopiram. Tega ne vem več. To je moj SQL, ki mi naredi tabelo. Create table, če vidimo prejšnji create table, tisti, ko smo ga prepisali, je bil narejen za kopijo ene druge, se pravi, prej smo rekli, naredi tabelo, kot vrne tisti select rezultat, to pa je create table, kjer to na roko napišem, se pravi, naredi tabelo TTT, ki ima te stolpce in jaz zdaj hočem dodati točno tukaj vmes stolpec tip, ki ima varchar 2, 3 tip polja. Zdaj, če to izvedem, to ne bo šlo, ker mi reče, da ta tabela že obstaja, name is already used. Se pravi, prvo, kar moram narediti, ali desna tipka, pa drop table, ali pa napišem komando za uničevanje tabele, drop table
sprd, mimo grede tale drop nima undoja, ne? Ko to enkrat naredim, te tabele ni več, ne? Se pravi F8, table does not exist anymore, ampak exista pa tukaj, ne? Se pravi, zdaj pa jaz lahko to tabelo na novo naredim, F8, in zdaj, če pogledamo tele dve tabeli, F8, prva je prazna, ima pa stolpec tip na pravem mestu. Tale pa nima tega stolpca več, ta pa je tista prejšnja. In zdaj, kaj moram prenesti? Zdaj moram pa prenesti te podatke sem. Te podatke moram zdaj tu vrniti in moram napisati torej en SQL stavek. Tole zbrišem, ker ne rabim. In sicer bom pisal insert into sprt večkratniki. Kaj? Select zvezdica from tele, ne? Kaj se bo zgodilo, če to naredim? To v principu ne bi smelo iti, ali pa lahko gre, pa je narobe, pa probajmo. Ne gre not na values. Zakaj? Ker ta tabela ima koliko stolpcev? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta pa jih ima 5, ne? In to ne gre, ker ti stolpci, to bi šlo, če bi te tabele bile čisto enake. Zato mi zdaj tega ne moramo tako narediti, ampak moramo napisati te stolpce, se pravi pit. Povemo zdaj, v katere stolpce bomo dali, v tip ne bomo dali, se pravi tole, to, opomba, zdaj pa to mora iti, ne? Ker ta zvezdica je zdaj pa čisto ista, ko je tam, lahko bi pa to isto tudi tu navedli, pa bi to bilo enako. Evo, zdaj pa šlo, 8 record inserted, pa si pogledamo, in je ta stolpec tip na pravem mestu, tam tako kot mora biti. Če bi, vidite, še vedno njemu komita, to še vedno drugi ne vidijo, zato bom zdaj za hec naredil še eno stvar. Update, sprt večkratniki, set t tip je tip, kaj bomo recimo, PO, brez pogojev. 8 rows updated in sem zdaj tudi tistega vpisal z nekimi vrednostmi. F8. Evo ga imam. Tukaj rečem commit. In ker tele več ne rabim te tabele. Drop table. F8 in tudi te tabele ni več. In to zbrišem. In sem na ta način dodal stolpec tip tam, kjer ga želim imeti. Brisanje tega stolpca je mnogo lažje, desna tipka, edit, columns, tip, minus, apply, close in tega ni več. Evo, pa smo na začetku. Na ta način smo v bistvu obdelali vse, kar sem si v tem videu zadal, in sicer update na začetku, for update na roko, delete, za brisanje zapisov iz tabele ali celotne tabele, delete v for updateu, insert za vstavljanje zapisov, insert smo videli, da se da vstavljati na zapise na mnogo načinov, tudi za for update stavkom. Pogledali smo si, kaj pomeni post data, commit data in rollback, in pa na koncu, kako na hitro, kako nastane create tabela, kako nastane tabela in kako se tabela da izbrisati z komando drop.